Slovenska ulica v Murski Soboti je bila danes ponovno središče pestrega dogajanja in vrveža, saj je Mestna občina Murska Sobota v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter Komunalo Murska Sobota pripravila tradicionalno vsakoletno martinovanje. Več o samem poteku dogajanja pa direktorica ZKTŠ Murska Sobota, magistra Brigita Perhavec. Tretje leto zapored že pripravljamo martinovanje sredi Murske Sobote. Pravimo, da je to osrednje prekmursko martinovanje. Letos smo šli en dan prej organizirati to, ker se nam je zdelo fair do tistih, ki že več let organizirajo martinovanja kot mi. In je to ponavadi ob sobotah. Ampak pravijo, da to ni ne vem kakšen greh, zato ker se martinovanje zdaj že raztegnila eno soboto prej, pa eno soboto po martinovanju, po Martinovem, tako da smo to zlahka naredili. Letos smo pripravili spet zelo raznolik program, že smo doživeli sam krst mošta in letos so prišli škof in njegovo spremstvo iz Dobrovnika, namreč vsako leto povabimo z drugega kraja te može, ki potem spremenijo mošt v vino. Zdaj poje skupina Prekmurci, vokalna skupina Prekmurci, potem bodo prišli Romano Glavso, pa harmonikarji, pa skupina Pajdaši, ki bodo najprej igrali narodno zabavno glasbo, pozneje zvečer pa tudi rock in ljudske napeve, vmes pa še nastop skupine Walter Ego z rockom, bluzom in še kaj. In pa krst mošta bomo ponovili za vse tiste, ki dopoldne ne morejo na prizorišče, in bo tako ob 4 popoldne ponovitev krsta. Poleg pestrega celodnevnega dogajanja in kulturnega programa s krstom mošta pa je za martinovanje vsekakor značilna tudi kulinarika, ki jo dopolnjuje dobra kapljica vina. Ja, tudi kulinarična ponudba je zelo pestra. Povabili smo nekaj gostincev, tako da na eni strani so gostinci, se pravi, ki ponujajo hrano in pijačo, na drugi strani pa, kot vidite, so vinarji s svojimi odličnimi vini. Veseli nas, da smo uspeli pridobiti vinarje z različnih področij Prekmurja in je res dobro iti od stojnice do stojnice in poskusiti vsa ta vina, ker so res dobra. Na začetku šotora je pa tudi ponudba potic, keksov, gibance ne sme manjkati, medičarskih izdelkov in pa drugega. Martinovanja v Murski Soboti se vsakokrat udeležijo številni ponudniki hrane in pijače, ki se vsak na svoj način predstavi svojo ponudbo. Vsakoletni udeleženec tega dogodka je tudi hotel Diana, več o sami ponudbi in pričakovanju na dogodku pa direktorica hotela Olga Belec. Ja, mi sodelujemo skoraj na vseh dogodkih, ki jih organizira Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, tudi letos. Ja, ponudba je seveda prilagojena temu prazniku, se pravi z Martinovim pridihom, tako pač seveda ponujamo rdeče zelje, dušena poranja, prsa, glavne vse v zvezi s tem, pa tudi sladice, kot so jabolčni zovnik, kostanjev pire, kostanjeva torta, seveda mošt, kuhano vino, vse, kar pritiče Martinovemu prazniku. Ja, pričakovanja so ta, da bi čim več domačinov, čim več gostov, turistov prišlo danes ven na ta lep dogodek ob tem lepem vremenu, da bi proslavili ta praznik in da bi seveda uživali v kulinaričnih dobrotah, ob glasbeni spremljavi in da bi se na koncu imeli lepo in tako seveda popestrili spet malo mesto Murska Sobota. Na Mestni občini Murska Sobota si vse skozi prizadevajo za oživitev in popestritev mestnega jedra, kar jim uspeva tudi s tovrstnimi dogodki. Kot je povedal murskosoboški župan, bi moralo biti martinovanje že vse skozi vpisano tudi na koledar dogodkov v mestu. Jaz si tega privilegija ne bi pripisoval, da sem oče martinovanja. Res pa je, da smo skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in šport
pred 3 leti zastavili to martinovanje, ki je sedaj lahko rečemo tradicionalno. Odziv je vedno dober, odličen pravzaprav in se mi zdi, da Murska Sobota kot mesto in središče Pomurja na nek način bi že morala zdavnaj martinovanje vpisati v svoj koledar prireditev, kajti Martin se je rodil v Sombateju, to je zelo blizu Murske Sobote, če lahko rečemo, in se mi zdi, da čas martinovanja, ko ljudje pospravijo, opravijo vsa dela na polju, v vinogradih, v sadovnjakih, da je čas martinovanja čas, ko se ljudje lahko malo sprostimo, ko lahko zaužijemo sadove celoletnega dela in ker smo Prekmurci pridni ljudje, nam to še kako pripada. Današnji dogodek je bil vsekakor tudi lepa priložnost, da organizatorji povabijo vse obiskovalce od blizu in daleč tudi na naslednje prireditve in dogodke. Eden izmed tradicionalnih v Murski Soboti bo že čez nekaj tednov. To je sedaj Mikloševo senje, 6. decembra. Posebna priložnost bo to, namreč Sveti Nikolaj je naš patron našega mesta. Takrat bomo tudi odprli novo pridobitev, to je drevored Martina Lutra in se tradicionalno poveselili in lahko na nek način rečem, da nam bo Sveti Miklavž podaril to novo pridobitev, ki se je zelo veselimo v našem mestu, ker je to začetek prenove mestnega središča, ki je naša naloga arhitektonsko gledano, drugače pa vsebinsko bomo imeli še več priložnosti, da mesto oživimo in da mu vrnemo dušo, kot večkrat pravimo. To je proces, ki je in to martinovanje tudi del tega procesa. Tako da, kolikor spremljamo odzive naših občank in občanov, so zadovoljni s tem, kar počnemo in mislim, da je to prava pot. Letošnje martinovanje v središču mesta poteka že od ranega dopoldneva, kot ponavadi pa bodo imeli obiskovalci možnost dogodek obiskati tudi zvečer. Predvidevamo, da bi to bilo do 10. Seveda pa je vse odvisno od tega, kakšne temperature so. Kot vidite, smo postavili letos šotor, ker je bilo tako, deževalo je že dopoldne, ampak zdaj je posijalo izza oblakov sonce in upam, da bo tako tudi do poznega popoldneva, ker pravim, od temperaturi je odvisno, kako dolgo bodo ljudje vztrajali pri kuhanem vinu ali pri mladem vinu ali pri novem vinu.